rektorca. Prav z veseljem sem se iz Ptuja, kjer smo otvorili letošnje slovenske dobrote, odpravili sem v Slovensko Bistrico. Včeraj smo bili na terenu 3 kandidatje in ves dan so nas spraševali, kje imate ženske. Danes smo na drugem koncu, sem v družbi 3 Štajerk, tako da sem res vesel, da sem lahko danes to z najbolj štajersko, pa tudi najlepšo listo do tega videti. Najbolj sem hvala za to, da ste ljubili tudi v Slovenski Bistrici. Odpravljamo se na evropske volitve in volitve, ki bodo določile, kako bo sestavljen Evropski parlament. 751 članski bo po novem, 8 ljudi bo prišlo iz Slovenije. Slovenija je sedaj 10 let polnopravna članica Evropske skupnosti, Evropske zveze, kot ji lepše rečemo. Zato sem vesel, da tudi s to listo, ki jo sedaj predstavljamo, dejanjamo osnovno idejo Evrope. Evropska skupnost je po drugi svetovni vojni nastala zato, da veliki možje tistega časa dajo glave skupaj in da naredijo to, kar se je zdelo nemogoče, da v zelo burni Evropi, ki je bila v preteklosti deležna številnih vojnih viher, zagotovijo dolgotrajen mir. Res je v Evropi še sedaj, vemo od 45. leta, Evropa, tisti del sveta, ki je deležen te ključne vrednote miru. Drugo, zaradi česa so pa tudi stopili skupaj, da z gospodarskimi povezavami naredijo prihodnost ljudem, mladim, da imajo prihodnost v okolju, v katerem so rojeni, da se malce mogoče tudi izmenjajo med državami in da tudi te države prosperirajo. S temi istimi nameni smo da takrat tako začnem, v lanskem poletju skupaj z Ljudmilo tudi sedla in ugotavljala, da so slovenski krščanski demokrati Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka, dve stranki slovenske pomladi, ki imata podobne vrednote, ki tudi želita predvsem s sodelovanjem, povezovanjem narediti korak bolje v Sloveniji in vesel sem, da je po tem slabem letu možnost sedaj, da predstavljamo skupno listo za te evropske volitve. Verjamem, da bo v letošnjem letu tudi z volitvami polnih izzivov v letu še kar precej priložnosti, da pokažemo, da znata te dve stranki sodelovati. Kar se tiče volitev v Evropski parlament, so zelo pomembne. Po skladu z 2009 leta sprejeto Lizbonsko pogodbo se na osnovi tudi razreza Evropskega parlamenta določi, kdo bo, katera grupacija bo predlagala kandidata za predsednika Evropske komisije. Evropska ljudska stranka ima eminentnega kandidata gospoda Jean-Claude Junckerja, očeta evra, dolgoletnega predsednika vlade uspešne države Luksemburg. In vedno, ko pomislim, kaj je Evropska ljudska stranka, mi odzvanjajo njegove besede iz Dublina, ko je zelo jasno povedal in ocenil, da je položaj v Evropi danes toliko resen, da enostavno ne smemo dopustiti, da bi socialo dali v roke socialistom. S tem je povedal osnovno noto, ki jo želimo v Evropski ljudski stranki in spet tudi v strankah, ki pripadamo v Evropski ljudski stranki narediti v Sloveniji, da se zavedamo, da moramo najprej ustvariti dobre pogoje za delo, za gospodarstvo, podpreti predvsem tiste, ki so hrbtenica tega gospodarstva, mala in pa srednje velika podjetja, jih vpeti v sisteme tudi večjih podjetij, omogočiti pogoje za razvoj kmetijstva, razvoj podeželja in da ko ustvarimo te pogoje, potem lahko tudi pričakujemo, da bo država zagotovila sredstva za dobro šolstvo, zdravstvo, socialo in ostale podsisteme, katere enostavno treba v drugi financirati. To so tudi ključne usmeritve, ki jih imamo znotraj našega skupnega programa, ki je programa Evropske ljudske stranke. Del tega je seveda zagotovo tudi urejene finance v posameznih državah. Evropa ne bo več tolerirala in ne bo dopustila druge krize, kjer se tudi z lažnimi statistikami, s pregledanjem podatkov lahko leta desetletje zavaja tiste, ki smo zaprisegli skupni valuti
Zato želimo tudi s temi sporočili jasno povedati, v kateri smeri je potrebno delovati tudi v slovenskem prostoru. Vrednote so tiste, ki nas tudi krasijo, vrednote, ki jih goji evropska krščanska demokracija, zato tudi prav, da ob današnjem dnevu družine poudarimo, da je to tudi ena od stvari, na katero veliko stavimo in da na osnovi teh vrednot tudi želimo kreirati razvoj posamezne družbe. Lokalna samouprava je ena od stvari, na katero Evropska zveza, Evropska skupnost prisega. Princip subsidiarnosti je tisti, ki omogoča in veleva, da je potrebno pristojnosti dati na tisti nivo, kjer se najbolje opravijo. V tem delu želimo tako z našim delom tu v Sloveniji, kako tudi z izkušnjami, ki so zelo bogate v evropskem prostoru, nadgraditi naš razvoj lokalne samouprave, ki zagotovo ne gre v tej smeri, da bi se nek minister zjutraj zbudil in ugotovil, da je 110 občin preveč, ampak se moramo pomeniti, pogovoriti, katere pristojnosti najprej potrebno z državnega nivoja prenesti še na lokalno, regionalni in od tam naprej kreirati družbo, pa najbolj tudi iz kakšne manjše občine, katere pristojnosti, na katero mestno raven, kjer bi se bolje izvajali. Ob tem dnevu, ko smo sicer na obhodu, predvsem zato, da smo med ljudmi, jaz sem zelo vesel tega odziva, ki smo ga deležni. Kamorkoli pridemo, pozdravljam to, da sta se dve stranki sposobni pogovoriti, pogovarjati, sodelovati. Zato je pač ta naša pot namenjena temu, da v skladu z našim sloganom, da verjamemo v ljudi, tudi poslušamo, dobivamo nove ideje, da slišimo, kaj so ključne težave. Predvsem smo veseli tudi tega, kako se v mnogih občinah, podjetjih pohvalijo, kako je ta evropski prostor za njih edini prostor, na katerega prisegajo. Mogoče še samo stavek 2, ki sicer ne sodi v sklop takšne konference kot kandidata za evropske volitve, je pa zadeva zelo aktualna glede državno-zborskih volitev, kjer tudi najde na skupen način se nastopa na teh volitvah. Želim z tega mesta zelo jasno povedati, da tistim, ki želijo zopet z nekimi prevarami, z nekimi slamnatimi mandatarji posegati na slovenski politični prostor, da Slovenska ljudska stranka in mislim, da ima podobno stališče, da je Nova Slovenija v takšnih igrah, v takšnih zavajanju ljudi ne mislimo sodelovati in mislimo, da je potrebno resnično po teh evropskih volitvah, kar se da hitro tudi postaviti na novo, za volitvami na novo razdeliti slovenski politični prostor. Torej, mi smo absolutno proti vsakršnem tem manipuliranju in noben od poslancev Slovenske ljudske stranke bi verjel tudi iz Nove Slovenije ne bo med tistimi, ki je bilo kakršenkoli podpis za stalne parlamentarje. Ti, ki so z prevarami, intrigami, pa tudi, če hočete, tudi z lopovščinami pripeljali Slovenijo tam, kjer je danes enostavno nedopočno in tudi s nami svoje maske na takšen način še enkrat v državnem zboru, če to želijo, nas to zdravljeno ne. Če lahko že jaz tukaj dodam, za znotrajno politiko. Vsako zavlačevanje je škodljivo za Slovenijo. V Novi Sloveniji se zavzemamo za to, da so volitve čim prej, seveda ob spoštovanju vseh ustavno določenih rokov. Resna stranka mora biti vedno pripravljena na volitve in zato to zavlačevanje in taktiziranje samo pomeni, da nekateri na to niso pripravljeni in da spet želijo pripeljati nove obraze, pretopiti svojo politiko v neko novo stranko in podobno. Mislim, da politika samo novih obrazov ne bo prinesla novih in boljših sprememb. Treba pa je izboljšati politično kulturo, sodelovanje, dialog, iskanje odgovorov za prihodnost Slovenije, seveda znotraj Evropske unije. Samo to nas lahko izpelje iz krize. Danes sem poslušala neko anketo, oziroma so ljudi spraševali, če bo šli na evropske volitve in na volitve, in je nekdo rekel, ne bom šel, ker ni nobenega kralja Matjaža, ki bi rešil Slovenijo. Jaz pravim, da tudi če bi bil kralj Matjaž, če imamo strankarsko demokracijo, bi ga bilo treba izvoliti. Mi lahko izvolimo kralja Matjaža, samo treba je iti na volitve in se pametno odločati.
bomo imeli vsi skupaj to zavest, ko bomo se odločali na podlagi programov in na podlagi preteklega dela in potem ocenjevali stranke, ne na podlagi novih obrazov in močnejše propagande, potem bomo lahko našli tudi tiste kralje Matjaže, ki imajo odgovore za prihodnost Slovenije.